prvi spomini, povezani z Amnesty International, segajo v moja študentska leta. Takrat smo bili vsi tako malo taki nadobudni študenti, ki smo želeli neke spremembe v družbi. Bil je res ta zelo zanimiv čas, ker se je spreminjal sistem. Malo je bilo tudi enega pridiha, skoraj malo nevarnosti. Vemo, kako so kakšni upori v drugih delih sveta, recimo na Kitajskem, se končali. Takrat, mi nismo kakšnega hudega sicer strahu čutili, ampak predvsem eno željo močno, da bi se kaj tudi v naši družbi spremenilo, da bi se začele človekove pravice bolj upoštevati. Mi smo pa kot študentje se kar lepo polotili takih projektov, ki zdaj, ko nazaj gledam, se mi zdi, da se kar čudim, da smo si toliko veliko upali. Organizirali smo seminarje za učitelje in ni minilo dolgo časa, da smo pripravili po zgledu na nizozemsko sekcijo, na take gradiva za učitelje. Takrat smo se povezali z Ropusom, ki je v bistvu bil še čisto v začetkih. On je takrat recimo Rok Paternik izdal par tistih knjigic, učbenikov in je takoj tudi to videl kot enako tako priložnost. Potem kasneje so sledili še prvi koraki. To sem jaz takrat šla tudi v London, da sem malo iz različnih sekcij, skupin, drugih organizacij malo zbrala neko kompilacijo nekih gradiv na temo učenja človekovih pravic. In smo potem pripravili neka taka gradiva, ki so se te tudi prevajala in uporabljala po celem svetu. No, in tako smo nekako zaorali ledino zelo uspešno in še danes je to področje zelo aktivno, tudi v sekciji slovenski, kar je zelo pohvalno.